Ježešna! Zakaj si pa ti oblečeno belo prikazen? Ker me tale obleka ščiti pred bacili, koki, bakterijami, virusi in drugimi enoceličarji, ki so tako majhni, da jih lahko vidimo le s pomočjo mikroskopa. A se zezaš? Bojiš se nekoga, ki je tako majhen, da ga še mahniti ne moreš. Ne bodi no tak zajec. Ampak dokaze o njih dobimo tudi drugače. A se spomniš, ko sem z vatirano palčko pobiral vzorce? Ja, spravil si jih steklene šalčke. No, reče se jim Petrijevke in v njih je agar. Bagar, kakšen bagar neki. Agar je snov, v kateri se mikroorganizmi zelo dobro počutijo, zato se hitro razmnožijo. Tako jih lahko zagledamo. Tile so bili pred nekaj dnevi še v tvojem napitku, kakadudu. Nagravžno, če me nekdo vpraša. No, kaj pa potem praviš na tele, ki so živeli v tvojem klunu? Iu, grozno. A si z vatko pa strgal še kaj? Aha, po robu najne straniščne školjke, ampak tega raje ne bom pokazal, veš. Fuj! Pepe mikroorganizmov in mikrobov se boji. Ga bo kak bacil ugriznil. Virus zlobni mu grozi? No, priznam, da si zelo pogosto umivam roke in ves čas razkužujem svojo barko. Ampak še prej moram pa pospraviti tele Petrijevke v vrečko, ki jo varno zadrgnem, takole, in je. Daj no, ne bodi slabe volje. Le pogumno se bo šlo. Tole packarijo v morje bomo zlili mi, pa bo. Niti slučajno, Foxner. Vode v malem pristanu ne smemo onesnažiti z bakterijami. Vzej jih bom s sabo. Grem. A gre kdo z mano? Kakadudu? Ne. Foximir? No. Petrijevke z bakterijami peljem nekam, kjer bodo varno shranjene. Ustavil pa se bom še v Ljubljanici, kjer otroci nameravajo imeti mestno kopališče. Trapasti Foxner bi bakterije zlil v vodo in tako povzročil katastrofo. No, tokrat je pa še dobro, da ni šel z mano. Živjo, Pepe! Kaj pa imaš to v vrečki? Vrečki? Kateri vrečki? A si ti tudi že slišala za mikroorganizme? Ja, seveda, ampak se jih čisto nič ne bojim. Moj bratranec Pino pa se jih, a veš, pravi, da lahko zaradi njih umreš. Bakterije, bacili, virusi, vrjak. Nevarni so za zdravje, menda jih je največ v rekah. In Ronja, ti bi se kopala v temle koncentratu mikroorganizmov, a si nora? Foxner, kaj pa vi počnete? Draga moja Ronja, povedati ti moram, da živimo v zelo nevarnem svetu, kjer nas ogrožajo milijarde imbecilov, hočem reči, bacilov. Dej no, Pepe, hujši si od mojega bratranca. Ampak nekateri od teh mikroorganizmov so celo koristni in bi težko shajali brez njih, a veš? A ja? Ti jaz pa že dolgo časa tuhtam o tem, kako bi izdelal sredstvo, s pomočjo katerega bi se znebili teh mikronepridipravov. In naj ti povem, draga moja Ronja, da sem že zelo blizu tega, da mi uspe. Še malo dolijem, takole, dodam ščepec praška, zamašim, dobro pretresem, serum je pripravljen. Ronja, a si kaj videla mojo vrečko s Petrijevkami? Vrečko? Ja, vrečka s Petrijevkami. Šment! Izginila je in moje bakterije z njo. Na njih sem nameraval preizkusiti cepivo. Če se razvijajo po reki, lahko okužijo vse živo daleč naokoli.
Daj no, cvikaš kot zajec. Povem ti, da z razlogom. Ljubljanica lahko postane zelo nevarna reka, če bakterije z mojih patrijev pridejo v stik z bitji v njej. V njej živijo smrtno nevarni mikroorganizmi in celo povodni mož. Ti pa tudi nasedeš vsaki pravljici. Povodnega moža ni. Če pa je in pride v stik z mojimi bakterijami, smo pa opleli. Opleli? Foxner si ne bi mogel izbrati slabše družbe. Ta dva zagotovo ne znata ustrezno ravnati z nevarnimi snovmi. Pepe, pa ti sploh veš, kakšen je povodni mož? No, zelo zanikran, če mene vprašaš, glede na to, da živi v umazani reki polni bakterij. Manjše rasti je, velik je približno tako kot Foxner. Ti pa imaš bujno domišljijo. Kaj ti pa lahko naredi, a te zvleče na rečno dno? Veš kaj, lahko me na primer okuži s svojimi bakterijami, a ne? Kaj pa je tole? Moja Petrijevka! Slutim težave. Ja, kakšne težave neki, no. Ježišla! Ja, kaj pa vi tukaj, Foxner? In kdo je ta spaka z vami? Pepe, mislim, da je to povodni mož. Povodni kdo? Ja. Ej, pa kaj počnete? Ne jejte tega! To je nevarno! Ježišna, povodnemu možu moram takoj preprečiti lizanje Petrijevk z bakterijami in tako preprečiti epidemijo v reki. Ups! Hej, ni šans. Prehiter je zame, veš. Upam, da se v vodi nisi okužil. Jaz tudi. Kaj pa vi menite, Foxner? Pa sej niste vi krivi, no. Ej, ta je pa tudi užaljen za vsako malenkost. Morda pa ne. Poglej, vrača se in prinaša tisti tvoj zvarek. Pa res. Moj antibakterijski serum. Ja, kako da se nisem še sam spomnil? Morda pa je zdaj priložnost, da preizkušim, če deluje. Čakaj. Wow, deluje! Pridiš, Pepe, pridi z nami, bomo se igrali, take igre kot takrat, ko ti si bil še mlad. Pridiš, Pepe, pridi z nami, bomo se igrali, take igre kot takrat, ko ti si bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri, take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Koliko je ribič Pepe star? No koliko je star, no koliko je star. Razume
Superstar, naš Pepe res je superstar. Superstar, superstar, naš Pepe res je star. Ribič Pepe, pridi z nami, bomo se igrali. Take igre kot takrat, ko ti si bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko sem jaz bil mlad, sem se igral še z dinozauri. Take igre kot takrat, ko svet je bil še mlad. Ko svet je bil še mlad, ko svet je bil še mlad. Moje cepivo je odlično. A si videla, kako sem jo z njim podkuril mikroorganizmom? Kaj jih pa zdaj rišeš? Ja, zato, ker so tako zelo škodljivi, a ne? Koristnih pa ne boš narisal. Ha! Namesto koristnih so pa tile balončki. Z njimi bova napadla narisane. Kako misliš napadla? Takole, poglej. Ko si bolan, ni fino. Zato je logično, da se bojimo bakterij, bacilov, virusov in podobne mikrogolazni. Točno tako. In tudi jaz razmišljam o tem, da bi najraje vse te mikroorganizme kar uničil. Ampak to ne bi bilo prav pametno, veš? Kajti mnogi od njih ne le, da niso nevarni, še celo zelo pomembni so za naše življenje. A veš? In zato le pogumno. Redno in temeljito si umivajmo roke, kihajmo in kašljajmo pa v rokav. Takole, čiha. Tako, ja. Če pa imaš tudi ti kakšno mikro ali katerokoli drugo težavo ali strah, se pa obrni na odraslega, ki mu zaupaš, ali pa pokliči na Tom telefon.